Jaz se vse skupaj prav lepo pozdravljam v imenu Študijskega centra za narodno spravo in pa med nami lepo pozdravljam magistra Hanzija Filipiča, urednika Celovške Muharjeve družbe in tamle v drugi sobi je še magister Martin Lisec, ki prav tako sodi med predstavnike Celovške Muharjeve družbe in vodi njeno izpostavo v Ljubljani. In pa seveda toplo pozdravljen Igor Omerza, znani publicist, ki se v zadnjih letih ukvarja predvsem z raziskovanjem poti in stranpoti režima, ki je obvladoval slovensko politično prizorišče kar dobrih 45 let. In še naprej. Ja, in Igor je tisti človek, ki smo ga bolj poznali kot ekonomista. Potem pa je želel pisati o odboru za varstvo človekovih pravic, prvotno odboru za varstvo četverice. Verjetno ste vsaj nekateri od vas sodelovali v tem pomladnem vrvenju pred dobrimi 23 leti. No in Igor je bil tudi eden izmed njih. In ko je želel raziskovati to obdobje, je pač naletel na različne težave z arhivskim gradivom in ena dobra ali pa slaba lastnost, ko se človek poda v arhiv, je, da ga včasih zanese vse tisto obilje podatkov in vse tiste zgodbe, ki so v arhivskem gradivu. No in tako se je zgodilo tudi Igor in jaz pravim hvala Bogu za to, ker se je začel ukvarjati z temnim poglavjem naše preteklosti, zgodbo, tajno politično policijo, o kateri vemo še zelo malo. Ampak po zaslugi Igorja vemo veliko več. Vemo, da UDBA sodi na tisto polico totalitarnih režimov, ki se ji reče udarna pest totalitarizmov, da sodi na tisto polico, kjer sta že recimo nemški Stasi pa romunska Securitate, pa druge tajne službe, kot že rečeno, o katerih vemo veliko več. Nenazadnje smo verjetno vsi gledali film, ki je pred nekaj leti pobral kar nekaj Oskarjev, Življenje drugih. In tisti, ki smo bili recimo v arhivu Stasija v Berlinu in smo videli kilometre in kilometre tega gradiva, lepo obdelanega, ali tisti, ki smo bili v arhivu češke tajne politične policije v Pragi, vemo, kako so tam stvari prezentirane. In tudi vemo, da je bilo v tistih družbah veliko ovaduhov, veliko agentov tajne politične policije. Na Slovenskem pa nekako kot da tega ni bilo. In ko vsake toliko časa izbruhne kakšna afera v zvezi s kakšno znano osebnostjo, ki naj bi delala za UDBO, se vsi zgrozimo in si rečemo, a tako je bilo? A sosed je pisal poročila o nas? A sorodnik je pisal poročila o nas? In nekako tega ne moremo verjeti. No, ampak UDBA, Securitate, Stasi, to so bile grozljive iznajdbe, ki so posegale na najbolj intimno, najbolj privatno področje človekovega življenja. In to je dejansko tisto najbolj strašno. In Igor nam bo danes pripovedoval o tem, kaj vse je počela UDBA. Ni delovala samo na področju slovenske države oziroma jugoslovanske države, ampak so njene lovke segale tudi v tujino in ni se ustavljala pred ničimer. In to je pravzaprav sporočilo, česa se moramo vedno znova bati in proti čemu se moramo vedno znova bojevati. Ker demokracija, demokratične pravice in svoboščine nam niso dane enkrat za vselej. Te pravice
in za njih se moramo boriti pravzaprav vsak dan znova povedati, da imamo pravico do izražanja svojega mišljenja, da imamo pravico do zborovanja, da imamo pravico do pisanja. In jaz želim Igorju, da bi še naprej poosebljal te pravice. Hvala lepa. Ja, hvala lep pozdrav tudi v imenu Mohoreve iz Celovca. Veseli smo in se opravičujemo seveda tudi na prvem mestu, da sem... Mikrofon. Hvala. A polnila. A deluje? Mislim, da treba ga da dol. Ja, takole, ja. Je bil spodaj. Ja. Pa so zakaj. No, če je bilo še toliko zamude, bomo tudi to še pretrpeli. Torej, prav lep pozdrav v imenu Mohoreve založbe iz Celovca. Se opravičujem za zamudo, vedno spet se zakalkuliram, ko se pelem čez Ljubelj. Tako da je prišlo do tega, da sem teh 10 minut zamudil. Igorja Omerzel sem spoznal v arhivu Republike Slovenije kot nekoga, ki zelo vestno in skoraj da rečem navdušeno raziskuje dokumente in menim, da je on najboljši poznavalec dokumentov, udbenih dokumentov, to se pravi tega fonda v glavnem AS 1931, ki je, tako govorijo, ohranjen približno 10% tega bivšega upovskega arhiva je menda ohranjenih, ampak kljub temu tudi ti 10% ogromno povedo o tem, kako in kaj je delala udba. Seveda moramo vedeti tudi to, da so te tajne službe ne samo v vzhodnih blokih igrali neko pomembno vlogo ohranjevanja totalitarnega sistema, ampak tudi v zahodnih demokracijah so imele tajne službe gotovo vlogo. Seveda velja tu, da je bil nadzor nad temi tajnimi službami demokratično izvoljen. Seveda, kar se tiče tudi recimo te tranzicije v Sloveniji, lahko govorimo tudi o tem, da je tudi v Avstriji bilo veliko težav glede te tranzicije iz leta 1945, se pravi bivši nacionalni socialisti, ki so jih tako rekoč mlakavo denacificirali in so tudi imeli te svoje metode, da so praktično skoraj da vsakega nacionalnega socialista oprostili. Pred kratkim sem videl tudi primer Johana Seljaka, gestapovca, ki je bil pristojen v Celovcu oziroma na Koroškem za koroške Slovence in je tako rekoč bil eden glavnih figur, ki je spravil 13 celskih žrtev pod giljotino leta 1943 in po drugi svetovni vojni so mu sicer sodili, a se mu nič ni, tako rekoč je bil oproščen in očitno je bila neka izjava nekega koroškega Slovenca, ki je rekel, da ga je ta Seljak zasliševal leta 1941 in da ga je namesto, da bi ga tako rekoč spravil v koncentracijsko taborišče, ga je pregnal oziroma pripomogel k temu, da so ga pregnali iz dežele Koroške in to je že bilo dovolj, da so ga tako rekoč oprostili. To pomeni, da tudi v Avstriji, posebej v Avstriji smo imeli kar precejšnje težave glede denacifikacije bivših nacionalnih socialistov. Igor Omerzel je v Mohorevi založbi v Celovcu izdal doslej 3 knjige in sicer je to ta prva knjiga, ki je pri nas išla v slovenskem jeziku Od Belce do Velikovca ali Kako sem vzljubil bombo. Gre za slovenskega
upornika, ki je Janeza Topliška, ki je poskušal z silo zrušiti v 60-ih letih komunistični režim, in drugi del pa govori o bombnem atentatu leta 1979 v Velikovcu, ki sta ga izvedla dva udbovska delavca, se pravi Widmar in pa Blajerga. To knjigo smo prevedli v razširjeni obliki tudi v nemški jezik, tako da je ta na voljo tudi nemškemu občinstvu. Naslednja knjiga, ki smo jo izdali ob koncu prejšnjega leta in praktično v začetku tega tekočega leta, je knjiga 88 stopnic do pekla, kako je zemljaričar Janez ugrabil Bato Todoroviča. Tudi ta knjiga je neverjetno zanimiva zgodba, je prav tako neverjetna kot tudi recimo zgodba o Janezu Toplišku in je tudi povezana deloma z tudi akteri, ki so podstavili bombo leta 1979, in sicer je ta Luka Widmar, ki je podstavil to bombo, ugrabil tudi, bil pač del ekipe, ki je ugrabila Bato Todoroviča. Ja, tako upamo, da bo na tem področju išlo še več knjig, da bo še več, se našlo še več ljudi, takšnih kot je Igor Omerza, ki bodo to raziskovali. To govorim tudi zaradi tega, ker je Udba igrala tudi posebno slabo vlogo med koroškimi Slovenci, in sicer jih ni videla, oziroma bivši režim jih ni videl kot tako rekoč del slovenskega naroda, oziroma ne v prvi vrsti kot del slovenskega naroda, temveč zlasti ta konzervativni katoliški del koroških Slovencev, ki pa je predstavljal večino koroških Slovencev, je videl predvsem kot sovražnika, kot demokratično usmerjanje ljudi, ki bi lahko sovražno vplivali na bivši režim v Jugoslaviji, in tudi koroški Slovenci, da tako rečem, smo bili prestreljeni z udbovskimi agenti, in pred kratkim sem našel tudi dokumente o tem, da je recimo Udba še v letu 86 in 88, se pravi leto in pol pred koncem režima in pred osamosvojitvijo oziroma pred prvo slovensko demokratično izvoljeno vlado, poskušala tajno udreti v celovške, to se pravi prostore Mohoreve iz Celovca na Vetrinskem obmestju, in je ohranjen celoten, tako rekoč, načrt tega tajnega udora. Očitno do tega udora potem le ni prišlo, ker je bilo preveč riskantno, bali so se namreč, da tudi avstrijska tajna služba prisluškuje v Mohorevi hiši, in so se tako bali, da bi potem odkrili, da je kdo pač vdrl v to hišo. Funkcioniralo pa je to tako, da so agenta najprej urinili v del naše ustanove, ki se je ukvarjala z gospodarstvom, in ta agent je prihajal iz Slovenije in je potem tako rekoč naj bi omogočil ta dostop do te hiše. Iskali so pa predvsem, to se pravi, adresarje, kdo je s kom telefoniral. Tik pred izidom je bila takrat knjiga Cirila Žebota, Slovenija, Neminljiva Slovenija. Tudi to so pač poskušali dojeti, kaj je za tem, in pa poskušali so ustaviti tudi te prisluškovalne naprave v telefonske zveze, zlasti pri slovenskem disidentu Vinku Ošlaku, ki je imel kontakte z Francetom Bučarjem in je nekako pomagal, da je Francet Bučar dal intervju nekemu avstrijskemu časopisu, in so tako rekoč hoteli prisluškovati, kaj pač, oziroma kakšne kontakte in kaj dela ta gospod, tudi seveda glede na to, da so se bali, da bi se ta demokratično meščanska stran v Sloveniji okrepila in pač pripomogla k temu, da bi se ta režim zrušil. To se je dogajalo leta 86 in 88, in če to preverite, objavil sem velik del tega v našem koledarju. Če to preverite, se bo zdelo, da je to tako rekoč neke vrste komedija, in je res tudi komedija, če ne bi imela tega grozljivega ozadja in če ne bi imela teh groznih posledic. Sam ocenjujem namreč, da je prav Udba in ta komunistični režim veliko sta pripomogla k temu, da smo
koroški Slovenci med sabo tako skregani, to je prvo, in da se je tudi veliko koroških Slovencev, tako rekoč, da je obrnilo veliko koroških Slovencev hrbet slovenski kulturi in slovenski besedi. Tako da ocenjujem, da ni bil samo nacionalsocialistični režim tisti, ki je onemogočil koroške Slovence, temveč predvsem tudi komunistični režim, totalitarni režim v Jugoslaviji in Sloveniji. Tako predajam besedo Igorju Omerzu. Hvala lepa za povabilo. Zdaj, če bi kar začel, kaj je pravzaprav bila UDBA, kako je nastala. Zame je UDBA nastala v Sloveniji leta 41. avgusta, ko je bila ustanovljena varnostno-obveščevalna služba, tako imenovani VOS. Vemo, da je predvsem znamenita po tem, da je likvidirala politične nasprotnike že med drugo svetovno vojno, med vojno in med okupacijo v Sloveniji. Dejansko je pa UDBA jugoslovanska organizacija. Se pravi, v Sloveniji ima korenine že v avgusta 41. Se začenja pri nas diktatura, ampak seveda ne še diktatura v polnem smislu, ker takrat še partija ni obvladovala Slovenije, ni imela oblasti še, ni bila še zmagovalka v narekovajih v tej vojni. Pravzaprav je pa to jugoslovanska organizacija, ki ima rojstni datum 13. maj 1944, se pravi še med vojno. Kot OZNA. Ja. Ampak je jugoslovanska organizacija OZNA, oddelek za zaščito naroda, ki je imel po republikah, oziroma takratnih, še ne takratnih republikah, svoje izpostave, tudi v Sloveniji je imel oddelek za zaščito naroda in potem je pa še oboroženo krilo te OZNA, je pa KNOJ. In pravzaprav te dve organizaciji sta instituciji, ker je bila oborožena sila OZNA je bil KNOJ, pa vojska državne varnosti so po vojni, pa še med vojno izvršili množične likvidacije, oziroma likvidacije izvajali in po vojni, takoj po vojni izvršili množične likvidacije v Sloveniji, pa seveda po ostalih delih Jugoslavije, kjer so izvajali likvidacije. Torej, OZNA rojstni dan je 13. maj in to je bil državni praznik varnosti. Vsako leto 13. maja so imeli velike proslave, saj ta komunistična elita je imela proslave, politična elita skupaj z temi bivšimi vodstvi, ki so nekateri niso postali tudi pozneje pomembni politiki. Recimo, pred kratkim preminuli Franc Popit je izhajal iz OZNE, recimo, en izmed takih primerov. No, potem pa leta 1946 pa se OZNA preminuje v UDBO, se pravi iz oddelka za zaščito naroda se preminuje v upravo državne bezbednosti, to je srbski izraz, UDB, iz tega potem UDBA, tak rekel, ljukovalno ime ali pa ponarodelo ime. Leta 1966 pa po padcu Rankovića, oziroma v začetku leta 1967, nov zakon in SDV, oziroma SDB, ali pa hrvaško SDS, služba državne sigurnosti. Hrvati so imeli sigurnosti, mi varnosti, Srbi pa bezbednosti. Ampak UDBA ni imela samo imela republiške, je bila zvezdna UDBA v Beogradu, seveda. Vodili so večinoma Slovenci, to je zanimivo. Imela je pa potem zvezdna, je bila razdeljena, je potem kontrolirala republiške UDBE, je bilo spravo 7 UDB republiških in pa tudi pokrajinske UDBE. Smo imeli 8, spravo 7 plus 9 UDB, lokalnih UDB. 6 plus 2, prav 8, ja, 6 plus 2 plus zvezdna UDBA, 9. Zvezdna je nadzirala, kontrolirala, dobivala poročila in predvsem nadzorovala vse mednarodne operacije UDBE, oziroma SDV pozneje, ampak jaz bom skozi govoril UDBI, ker je to ponarodelo ime. Potem smo imeli pa še vojaško tajno politično policijo, KOS, tudi rekel ponarodelo KOS, uprava državne bezbednosti, ali pa služba vojaške varnosti, ki je imela... Kontraobveščevalna služba. Ja, ampak je bila politična policija zame. To je bila vojaška politična policija, imela pa tudi še obveščevalno službo. Vojska je imela to KOS, se pravi politično policijo, in imela je obveščevalno službo, klasično obveščevalno službo, ki je delovala v tujini. KOS je bila tudi kontraobveščevalna, predvsem pa tajna politična vojaška policija. Potem smo imeli še pri zunanjem ministrstvu nek služba za informacijo in dokumentacijo, to je bila pa tudi klasična obveščevalna služba, ki je imela po konzulatih in v tujini, pa tudi nekaj tega je bilo seveda tudi v Jugoslaviji imela neke svoje sodelavce.
Potem je imela pa še teritorijalna obramba, ko je nastala, je imela pa še svojo vojaško oziroma varnostno službo, ki je bila podrejena republiškim službam državne varnosti. To, da je bil kar en precej pisan konglomerat teh varnostnih obveščevalnih služb, katerih glavna značilnost pa je ne obveščevalna ali kontraobveščevalna služba, ampak spremljanje sovražnikov, političnih, kakršnih-koli sovražnikov, tudi umišljenih ali potencialnih sovražnikov. Oni niso poznali izraza nasprotnik. Vse, kar je bilo nasprotno, je bilo sovražno. Oni niso poznali nasprotnika političnega, pa družbenega, pa kakršnega-koli kulturnega. Za njih so bili vsi sovražniki. In iz tega seveda potem glavna funkcija vseh teh, ko sem jih zdaj povedal, razen mogoče obveščevalne službe, vojaške v tujini, pa te diplomatske oziroma zunanjega ministrstva, so bile vse klasične tajne politične policije. Z nekaterimi elementi obveščevalne službe, recimo UDBA, ki je delovala na Koroškem, je dejansko uvajala in sektašila med Slovenci, med zamejskimi Slovenci, predvsem je sektašila proti desno usmerjenim Slovencem, recimo, se vemo, zasledovala je tiste, ki so bili proti režimu, ali so režim kritizirali, recimo na Tržaškem Borisa Pahorja, pa Alojza Rebulo, recimo, če sem dva navedem, potem na Koroškem predvsem Mohorjeva družbo in ta desni, ali pa Koroško enotno listo in tako naprej. Skratka, oni so nadzorovali predvsem, hotel sem reči, poleg tega so imeli pa dejansko na Koroškem tudi obveščevalno in kontraobveščevalno službo v okviru UDBE, ki pa je bila usmerjena proti hajmadinstvu in ostalim, bi rekel, organizacijam, ki so stregle po neki, kako bi rekel, po življenju slovenskih skupnosti v zamejstvu. En del tega moramo reči, je bila obveščevalna ali kontraobveščevalna služba, ampak večji del, absolutno, doma pa sploh ne. Doma imamo pa klasično tajno politično policijo in če zdaj vidimo, če sem zdaj malo povedal o organizaciji UDBE, potem pogledamo, kako je ta vsebina potem se širila po tej UDBI. Se pravi, vi ste imeli na nekem zelo nizkem nivoju tako imenovana operativna poročila, ko so operativci pisali poročila. Potem si imel razna prisluškovanja, se pravi v steni, telefonska, teleprinterja, Teleksa, ko je nastopil Telex, zasledovanja, potem recimo Ivota so tudi slikali, ko je šel recimo nekam, pa so postavljali, rekel, kamere tudi v stanovanja, pa fotoaparate, pa so imeli razne tajnike, kot so temu rekli, to se pravi predmete, v katerih so imeli fotografske ali pa prislušne naprave, pa so hodili po cesti s tem, pa so sledili, pa so v nekem prostoru to delali, se pravi mobilne. Recimo, če bi povedal za enega zelo pomembnega slovenskega opozicionalca, Franca Jeza v Trstu, oni so najeli rentakar in so preko stali pred njegovo hišo za italijansko registracijo in so prisluškovali, kaj se dogaja v stanovanju Franca Jeze. Poimenovali so ga s kodnim imenom separatist, ker on se zavzema za slovensko samostojno državo in so recimo najemali rentakar, je to zanimivo, zato da ne bili sumljivi z nekimi jugoslovanskimi registracijami, so uporabljali italijanske avtomobile in se jih plačevali seveda. Torej, te razne metode, kot sem rekel, se pravi operativna poročila, pa razne pretipkovanje raznih prisluhov, potem iz tega so delali analitične informacije in potem so imeli razne biltene, pa razne druge oblike obveščanja vodstva. Recimo leta 1975 v Sloveniji, to je zelo dobro ohranjeno, imamo tako imenovan indikativni bilten, ki se pošilja 7 političnim veljakom, se pravi Dolancu, Kardelju, Popitu, Šetincu, Marincu, Krajgarju pa Ribičiču. In to dobijo vsak dan, indikativni bilten dobijo vsak dan. Indikativni bilten skuša na eni strani generalizirati določene stvari, na drugi strani imate pa noter zelo operativne informacije. Recimo prevod telefonskega pogovora Edvarda Kozbeka z Henrikom Belom. Imate cel pogovor posnet, pretipkan in potem preveden v slovenščino in dan političnemu vodstvu. Se pravi, nimamo samo splošne informacije dane političnemu vodstvu, ampak tudi včasih zelo koncizne in pravune operativne informacije, če so bile stvari za njih pomembne. Kozbek je bil za njih seveda zelo pomembno. Se pravi, to so bolj take blage metode, bi rekel, v narekovajih, se pravi prisluškovanje, zasledovanje v prostoru, po terenu in tako naprej. Imamo pa še brutalne metode UDBE.
brutalne, ko jih lahko imenujemo, itak so tudi že te brutalne, ki so seveda poseganje v človeško dostojanstvo, intimo in tako naprej. Ampak potem imamo pa še brutalne metode, to so pa likvidacije, po vojni vemo, da mi sploh verjetno v tem že veliko povedanega. Potem imamo posamične likvidacije imigrantov, predvsem v tujini, predvsem hrvaških. Potem imamo bombne atentate in imamo ugrabitve. Recimo, to so pa tiste najbolj brutalne metode, ki jih je UDBA uporabljala, in jaz v svojih knjigah doslej sem opisal kar nekaj teh metod oziroma konkretnih zadev, kako so te stvari potekale. Če vzamemo recimo samo bombni atentat v Velikovcu, tukaj direktno nastopata, se pravi, uslužbenc UDBE iz Ljubljane, iz ljubljanske UDBE Luka Vidmar in sodelavka mariborske UDBE Marina Blaj. Podstavta bombo oziroma Luka Vidmar podstav, ona skuša zamotiti varuha muzeja v Velikovcu, bomba eksplodira in iz tega potem nastane seveda velika afera. V Sloveniji se praktično tem nič ne piše, v Avstriji ogromno, potem oba posodijo na 4 leta in potem zamenjajo čez 2 leti za avstrijskega Vuna Laknerja, ki so ga tle ujeli v Sloveniji leta 77, se pravi, on že bolj dalj časa bil v zaporu. Ampak to ni edina bombna eksplozija, ki jo lahko pripišemo UDBI. Imamo še 3 bombne eksplozije, ki jaz tudi upoštujem v knjigi Od Belca do Velikovca, kjer dokumentiram, da je bila UDBA pletena še 3 atentate na Zamejskem Koroškem, od tistih 11 ali 13, kolikor jih opisujem. Za ostale se pa, za ene se ve, da so preko avstrijski nacionalisti bombo postavili, čeprav slovenskega izvora, zato je najbolj hecno, ampak so bili pijani, to je bilo tisti napad na spomenik na Robežu. Tako da na Koroškem, dvojezičnem Koroškem imamo lahko 4 atentate, to UDBA sama priznava, pripišemo sodelovanju ali pa direktni vpletenosti slovenske UDBE. Seveda pa moramo pa nekaj vedeti, take akcije, kot je nastavljanje bomb v tujini, je bilo po zakonodaji takratni, oziroma po pravilih službe, je vsem tem nadzirala, kontrolirala in mora sproti bila obveščena zvezna UDBA. Za vsako akcijo v inozemstvu, normalno, ker to je bilo, se država lahko kompromitira, je mogel dati odobrenje zvezni načelnik UDBE in mu dati odobritev za vsako akcijo UDBE v tujini. Kaj šele za kakšno tako hudo akcijo, kot je bombni atentat. Potem imamo ugrabitve, kot sem rekel. Eno tudi v Jevniku zadnjič opisal sem videl, eno ugrabitev enega fanta je izginil, se ne ve, kaj se je zgodilo, seveda bil je likvidiran. Potem jaz opisujem to ugrabitev Todorovića, mogoče o tem več pozneje. Likvidacije pa vemo, predvsem so likvidirali, največ so likvidirali hrvaških imigrantov in to so vedno delale tista UDBA, katere nacionalnosti je bila žrtev, tista UDBA je izvajala take zadeve. Recimo, hrvaška UDBA je izvajala likvidacije Hrvatov, srpska, Srbov. Ugrabitev Todorovića, čeprav Srb, pa je druga stvar, zaradi sposobnosti slovenske UDBE, so se Srbi in Slovenci zmenili, da to naredi slovenska UDBA, o tem več poznaje. Skratka, UDBA ima torej, je zvezna organizacija, razporejena po republikah, poročanje gre na vrhu in kako gre zdaj to poročanje? Kot sem že rekel, UDBA je bila politična policija, ni bila sama zase, ni ona odločala o pomembnih akcijah, tako o pomembnih zadevah in vedno je vrh UDBE poročal direktno predvsem sekretarju partije, se pravi najmočnejšemu človeku, sekretarju partije v republikah, oziroma najprej notranjemu ministru in notranji minister je ponavadi poročal, ali pa kar direktno šef UDBE poročal direktno generalnemu sekretarju partije. Na jugoslovanskem nivoju je pa večinoma šef zvezne UDBE poročal notranjemu ministru, ker notranji minister je bil predpostavljen, ker je bila UDBA samo ena izmed uprav v ministrstvu, ni bila samostojna uprava. In je ta poročal potem seveda predsedniku Titu, oziroma generalnemu sekretarju Jugoslovanske zveze komunistov. In tukaj je šla, in je bila UDBA, to priznava tudi, ne vem, če ste brali knjigo Lisica, je spregovorila nekaj tazga, je bivšega udbovca zveznega Boždarja Spasića, kjer pravi, UDBA je bila v rokah nekoliko
ene mehne skupine partijskih veljakov, kar je, vi tako vemo, ne, to priznava tudi seveda, to priznava tudi sami udbovci. Se pravi, komunikacija je vedno šla od spodaj na vzgor in ključne informacije, ali pa tudi včasih zelo specifične informacije so se potem dajale ali redno v obliki, kot sem rekel, nekih biltenov v političnem vodstvu, ali pa direktno, najpomembnejše so pitak še samo enemu, dvemu, trem ljudem v političnem vodstvu ali republike, ali pa seveda ali federacije. Jaz sem na primeru Bate Todorovića dokazal, kako je bil Tito upleten, kako je bilo celo politično vodstvo Jugoslavije, najvišje politično vodstvo Jugoslavije in Slovenije upleteno v ta ugrabitev in vedenje o sami ugrabitvi. Čeprav seveda, vi navte nekjer najdete dokumenta, ker Tito podpiše, da treba nekoga likvidirati ali ubiti. To nikoli ni verjetno obstajalo. Seveda obstajajo pa neke indici, pa posredni dokumenti, kjer se vidi, da v teh stvarih razpravljajo in da v teh stvarih vedo. Zdaj, če bi mogoče šel še na nekaj primerov v Sloveniji. Leta 87, to je zame zadnjo leto, ko UDBA v smislu tajne politične policije, njen vpliv seveda sega še v samostojno Slovenijo, ampak ko ona več ne more, kot tajna politična policija, nikogar več pravzaprav ogroziti. To je zadnje leto, leto 87, ko je ona še močna, nedotaknjena. Ko pride do aretacije Janše in Tasića, pa tudi ko vojska aretira Borštnara in ko nastop ta, in ko Zavrla hoče aretirati, pa ne more, ker se skrije v psihiatrično bolnico, ko nastop ta afera JBTZ, ko nastop odbor za varstvo človekovih pravic, mi začnemo UDBO damo na sonce. Damo na sonce, pa tudi kos, in ko to daš na sonce, se njihova moč začne topiti. Saj tista neposredna moč, da se lahko v bistvu spravi ljudi za zapahe, ne? Ali pa še kaj hujšega z njimi počenja. Ne? Ta moč je bila zgubljena. In v letu 87, se pravi zadnjo leto, ko zame slovenska UDBA še funkcionira s svojo polno močjo, je slovenska UDBA pregledala 120 000 slovenskih državljanov. 1000 jih je spremljala zelo podrobno, to se imenuje operativna obdelava, se pravi, to se uporablja vse metode, zasledovanje, prisluškovanje in tako naprej, ob duhih bolnih sodelavci, kot se jim reče. 15 000 so jih malo manj pozorno spremljali in za ostale so pa naredili preverke. Se pravi, na nek način so se ukvarjali leta 87 za 120 000 Slovencev, kar je ogromna številka. In ni tako daleč od tega, kar je počenjal Štasi v vzhodni Nemčiji. Zato je nekaj načaj, gotovo, se izhajate iz istih korenin, iz sovjetskega modela tajne politične policije, to se izhaja, in pa verjetno še danes tiste severno-korejske pa kitajske tajne politične policije. Dobro, sovjetske niso več tako klasične, ko so bile verjetno, kot je bilo pod Stalinom. Hočem reči, da 120 000 ljudi, leta 87. Sprav zadnjo leto, ko jaz smatram, da je UDBA še svojo funkcijo neokrnjeno upravljala kot tajna politična policija. Tam v partiji je bilo pa 100 000. Tako da je malo... Ja. No, pa verjetno večinoma niso bile člane partije. Sve drugi bolj nevarni. Potem vsaka tajna politična policija, kjerakoli, ni važno, Štasi, UDBA, NKVD, kot so vse te sovjetske imenovale, kjerakoli druga, sekretata, romunska, temeljijo na sodelavcih. Brez sodelavcev, mi bi rekli, ovaduhi, špicli, cinkaroši smo rekli v vojski, še kakšni drugi izrazi se lahko uporabljajo. Ljudje zelo negativno gledajo na uvajanje, to je res nekaj zelo grdega, skoraj bolj grde stvari si težko človek predstavlja, predvsem od znanca, prijatelja, da te špionira, uvajanje in tako naprej. Brez sodelavcev ne gre. UDBA imela tisoče sodelavcev, na tisoče in tisoče sodelavcev, če gledamo celotno zgodovino, zdaj težko teh spiskov natančnih, jaz nisem najdel, če bi nekateri so bili več let sodelavci, nekateri so bili mogoče 1 leto ali manj in tako naprej. Se pravi, to je bilo 10 000 ljudi v Sloveniji je bilo registriranih kot sodelavci ali pa kot viri. To je bila pa malo nižja stopna. Vir je bil samo poročal, sodelavci dobijo pa tudi naloge, kaj mora narediti.
In v Udboreku Udborek je poseben besednjak, ki ga uporablja, recimo, in oni pravijo legenda. Legenda pomeni neka izmišljena zgodba. Recimo, če hočem priti do Dragota, pa ga ne poznam, si moram nekaj izmisliti, zakaj neko pravno zadevo, grem do njega in se spoznam z njim. In legenda moja je, da preko neke pravne zadeve pridemo stik, recimo, z Dragotom Demšar, recimo, in tak primer. Če, recimo, Ivo Žadelo pogledamo, on je zdaj odkril v arhivih, kako so njega spremljali, mislim, da po urah, po urah so ga spremljali, kako je šel na avtobus, kako je izstopil, s kom je se pogovarjal in tako naprej. Mislim, da je po urah zelo natančno opisano, ko se takrat, ko je imel stike tudi z velikim sovražnikom Udbe, z Vinkotom Levstikom. Tako da, potem pogledamo, kdo je bil najbolj spremljan posameznik v Sloveniji, po mojem mnenju, ker vsi arhivi, če bi vsi arhivi hranili, bi lahko to natančno videli, ampak gotovo je bil to Kozbek, zato ker je bil toliko časa opazovan. Prvi dokumenti, da ga spremljajo, so leta 1944. In kdaj nehajo? Leta 1981, mislim, da je umrl, na Bokalcah. Takoj po smrti ena bolniška sestra, zdravnica je bila tam, kodno ime Zala, sporoči ljubljanski Udbi, Kozbek je umrl. In ko pride žena k pokojniku na Bokalce, jo spremlja družinska prijateljica, spet udbovska sodelavka. Se pravi, ko je bil človek imel verjetno imel Alzheimer bolezen, se po sebe ni zavedal, praktično, še vedno ob smrti posli Udba, njegova družina še vedno pod kontrolo, kaj se počenja, to se mi zdi najbolj tak plastičen primer. O njemu jaz vem, da je bilo v njemu do leta 66-63 napisanih 7000 strani, raznih poročil, analiz in tako naprej. Se pravi, če to malo ekstrapoliramo do leta 81, dobimo eno številko 20 000 strani, verjetno, ker glavni udarc je prišel pa leta 75 z njegovo intervjujem z Borisom Pahorom v Tržaškem zalivu in takrat se še zelo potencira njegovo spremljanje. In kaj se zgodi? Naslednje leto zaprejo dva njegova prijatelja, popit prav javno v intervjuju za nek zagrebški biografski časopis, asistenta Kozbekova, zaprejo. Zato Kozbeka se niso upali, ker ima mednarodno ime, ker je Heinrich Belga ščitil in tako naprej. In mnogo teh pisateljev in literatov na Zahodu ne upajo zapreti Kozbeka, zaprejo Blažiča in Miklavčiča. In popit javno pove, zakaj so jo zaprli. Se pravi, ker sta bila asistenta. In jaz sem v knjigi v Kozbeku objavil dokumente, kako se pogovarjajo na partijskem vrhu, koliko kdo dobi kazni od teh dveh, se pravi Miklavčiča in Blažiča. To so, recimo, ljudje, ki so bili, človek, ki bi najbolj spremljal. Institucija, ki je najbolj spremljala logično, je Rimsko-katoliška cerkev oziroma katoliški svet v Sloveniji in pa v zamejstvu, seveda. Najbolj spremljena institucija. To je bilo treba enkrat narediti neko analizo, tega je ogromno ohranjenega, oni so imeli prisluškovalne naprave v župniščih, oni so imeli sodelavce med duhovniki tudi, seveda, ker so imeli vse strukture, so imeli sodelavce. In ker je bila to edina organizirana sila izven partije, je bila seveda in tudi moralna sila, je bila tako pomembna in nevarna za monolitno, absolutno oblast jugoslovanske oziroma slovenske partije, ker v Sloveniji so rimsko-katoliške, na Hrvaškem, v Bosni predvsem muslimane, v Srbiji pravoslavno cerkev, so to verjetno jasno. Tako da imamo posameznika verjetno Kozbeka najbolj spremljenega, potem imamo pa, po drugi strani imamo pa cerkev kot institucijo. In imate stotine strani prisluhov, pogovorov v cerkvenih prostorih. Recimo en primer, če bi dal, prav Kozbek spet, ker je danes, hvala Bogu, je veliko ohranjenega o tem zalezovanju Kozbeka. Takrat je bilo neprijetno, danes je pa za zgodovino to izjemno dragoceno, da so te stvari, ker se mogoče malo sliši cinično, ampak dejansko je zdaj to, kar je ohranjeno, vse ti prepisi, pogovori, tudi intimne zadeve in tako naprej, ki si zares v njih nikoli nisem hotel in tudi ne pišem, te stvari so danes zelo dragocene. Čeprav so takrat minile seveda hudo šikaniranje ali pa še kaj hujšega za določene posameznike oziroma za
institucijo, recimo Rimokatoliške cerkve v Sloveniji, pa za vernike in tako naprej. Ne. Recimo, ko je Kozberg se odločil, da napiše, da intervju za Pahorjev zaliv, v katerem bo razkril zelo usodo domobrancev, moramo nekaj vedeti. To se je vedelo, to je emigracija pisala o tem. Ampak, da bi nekdo, pa še tako pomemben v vodilnem gibanju, kot je Kozberg, ki je v samem vrhu vodilne fronte, da nekdo, ki je živel v Sloveniji, da je to spregovoril. Sicer ne v Sloveniji, ker ni mogel v Sloveniji, mogel spregovoriti v Trstu. Ampak, da si tu upal narediti, pa tukaj živel, ne, je mogel res pogumen. In ko on gre konc leta 74 gre v Pariz, tam se sreča z Šretnikom, Šretnika tudi tajne preiskave delajo že prej in pozneje v Parizu, potem gre v München, se vrača v Ljubljano, čez München, tam se sreča že januarja, mislim da, z Zdešarjem in pa Rozmanom, dvema imigranskima duhovnikama, so sami, trije sami so v sobi, nekje pri njiju dveh v Münchnu, in on prav, fanta, dajte mi odvezo. Se pravi, takrat se je odločil, da bo rekel, tukaj tiščal, ne, kot tega, ki sicer ni bil neposredno odgovoren za poboj, pa bil takrat v tistem vrhu političnem, ne, in se je čutil odgovornega, soodgovornega, kljub temu, da ni, seveda, on niti dal ukaza, niti verjetno je šele pozneje izvedel, kaj se je takrat dogajalo, pa kakorkoli, takrat je prosil za odvezo te dva emigrantska duhovnika, ker je bil pač globoko in iskreno veren človek, drugače Kozberg, ne. In o tem poroča Ljubljanska udba. Fanta, dajte mi odvezo. In zdaj jaz sem šel vprašati Zdešarja, ki je upokojen v Celju, Svetega Jožefa, in je rekel, jaz sem o tem telefoniral Leniču v Ljubljano. Kaj je Kozberg povedal? In potem sem jaz celo najdel še dobro, verjetno so telefonski klic že prestregel. Ampak potem sem najdel pa še en dokument, kjer udba napiše prisluh iz škofijskih prostorov. Ko imajo slovenski škofje neko konferenco, Lenič pove, zvedel sem, da je Kozberg hotel odvezo od Zdešarja pa od Rozmana. In to je poročilo vodstvu partije oziroma oblasti v Sloveniji, citat, kaj je Lenič povedal na nekem škofijskem zborovanju, kjer so bili mikrofoni v zidu. Se pravi, dobili so informacije tudi iz tega konca, če že niso z telefonskega pogovora, Lenič je pa zvedel od Dešarja preko telefona in sem potem tak krog lahko cel zaključil, kako se je zgodba odigrala. Se pravi, da ni treba, da so bili ravno prisotni, ampak če so se informacije širile še naprej, so oni neki točki prišli do tega, kaj se je zgodilo, nekaj v Münchnu, neki sobi, ki sigurno ni bila ozvočena. Hočem reči, kako je bil to na nek način tak širhaker sistem, kot bi temu rekel. Nekako nisi mogel iziti iz tega kroga, ker na nekih točkah, pomembnih točkah kroga so bile prisluhi, so bili vohuni, so bili ovaduhi, so bile razne druge oblike pridobila informacij in se te informacije potem zbirajo udbe in udba je o tem potem poročala točno v tem primeru, ker je bil tako pomemben političnemu vodstvu. Kdaj se je Kozberg končno odločil, da spregovori in da si olajša dušo. To je recimo en tak primer, ki se mi zdi zelo zanimiv. Zdaj mogoče še na kratko še na to zadnjo knjigo, ker je vendarle bi na začetku nekaj rekel. Jaz ne moram knjige ocenjevati, ampak ni pa še bilo knjige napisane, ki bi tako hudo kriminalno dejanje, zločinsko dejanje, kot je ugrabitev, za katero bi najdel tog dokumentov. Mi vemo za likvidacije hrvaških imigrantov, mi vemo za velikovški atentat, ampak ni velo za razne druge ugrabitve, ampak imamo v tem samo, mogoče lahko povemo par stavkov. Tle sem pa odkril pravzaprav 2000 ali 3000 strani, ki direktno in indirektno opisujejo to ugrabitev. Od političnih vodstev do operativnih priprav, do vsega tega mehanizma, ki se je sprožil, ker to je trajalo nekaj let, od leta 73 do 75 ga skušal ugrabiti. Vse neuspele poskuse ugrabitve sem najdel natančno opisane, se to objavljamo v knjigi. Hočem reči, tako dokumentirane, tako težkega dejanja, kriminalnega, kot je ugrabitev, ni bilo še tako dokumentirano objavljenega. Tako da ima celo imena ugrabiteljev. 8 ugrabiteljev, če lahko preberem.
Ja. Poglejte, se najdu dokument, sodelovali v akciji Jadran, to je bilo ugrabitev Pate Todorovića. Neposredno pri realizaciji, datum 25.2.75. Ivo Mrevle je sodeloval tudi pri Velikološkem atentatu, se pravi leta 75 ugrabitev, 79 bombe, se pravi neka ekipa, ki je bila verzirana za te stvari. Ivo Mrevle, Stane Dolgan, šef Luka Vidmarja v ljubljanski izpostavi Udbe v času atentata Velikovcev, zopet en izmed ekipe, ki je vedela za atentat ali pa celo pripravila atentat Velikovcev. Vinko Dolgan, Peter Mulec, Darko Simončič, Luka Vidmar, Boris Zabukovic in Zvone Pirečnik. To je dokument iz arhiva Slovenije. In potem sodelovali v pripravah od začetka akcije občasno ali stalno, Miro Pečar, Tone Zupanc, Janez Bezek, Rudi Paškolin, Mile Pavlin in tako naprej. Se pravi, dokumenti, potem zaveze, tisti, ki so sodelovali pri akciji, so mogli podpisati zaveza, ne. Seznanjen sem s potekom akcije Jadran, oklepajo BT, se pravi Bata Todorović. Vse zadeve v zvezi s to akcijo so državna tajna najvišje stopnje, normalno. Zavezujem se, da v njih ne bom govoril z nikomer, niti v SDV in da na noben drug način in z ničemer ne bom omogočal seznanjenja za njim komerkoli drugemu. Vsaka kršitev zaveze ima za posledico takošen odhod iz službe državne varnosti, izključitev iz EK, se pravi vsi so bili partijci, in kazensko ovadbo. In potem so podpisi. Skratka, vidite, še znotraj SDV niso smeli govoriti o tej akciji. Se pravi, samo nekateri so za to vedeli, vodil pa akcijo Janez Zemljič, operativno vodil. Skupaj z Obranom Đorđevićem, namestnikom Beogradske Udbe, to je bila koordinirana akcija zvezne, srpske in slovenske Udbe. Tukaj se vidi sodelovanje, ne? In tako je mogli tudi pri Velikovcu, ne? Zvezna, slovenska, s tem, da dokumentov o tem, da bi to direktno dokazal, nisem najdel, ne? Skratka, tukaj imamo pa dejansko ljudi, ki so ugrabili, imamo datume, imamo potem izjave Todorovića, kako so ga ugrabili, tako da lahko sestavimo celo zgodbo. Potem, kar je pa še najbolj zanimivo, koga ugrabijo, leta 75. februarja 25. ga prepeljejo v Slovenijo, seveda legalno čez italijansko-slovensko mejo, ker ga ugrabijo tam nekje pred Brennerjem, se pravi na italijanski strani, v severni Italiji, ga prepeljejo po eni teoriji, v nekem hladilniku tovornaku, omamljen ga prepeljejo v Slovenijo in ga zadržujejo v dveh konspirativkah, Sora in Sava, nisem uspel ugotoviti, kje sta te dve konspirativki, in potem ga aprila prepeljejo do Maxa Perca. To pa veste, Komenskega, do Milice, do policije, ne. In ga po stopnicah peljejo v to sobo v 5. nadstropju in on prešteje stopnice. Zmotil se je v nadstropjih, prešteje pa stopnice. In zato sem dal 88 stopnic, ne, je to simbolno potem njegova pot do pekla, vse te ugrabitve in vse teh zaporov, ilegalih in tako naprej. Ampak zdaj, oni ga tam zaslišujejo, dnevno, in zvejo vse, kar je res in kar ni res, ne. Ne more pa dokazati tistega, zaradi katerega so ga pravzaprav ugrabili. Oni so ga ugrabili zato, ker so smatrali, menili, to je pa tista udovska pretiravanja, pa tudi politične paranoje, ne, njihovih voditeljev, da je povezan z Rankovićem. Ranković je bil še vedno zelo nevarno ime za jugoslovansko, takratno jugoslovansko, predvsem za Tita, ne. In da ga bo finančno, ker je bil bogat človek, Todorović, da ga bo finančno omogočil, da bo pri njegovem morebitnem ponovnem povratku na oblast. Se pravi, bali so se te povezave in niso mogli odkriti, ker ni obstajala. Potem oni ga zaslišujejo in se odločijo, da ga mora nekaj trenutkov postaviti pred sodišče. Ne more pa reči, da so ga ugrabili v Italiji, ne, pred 8 meseci. In se oktobra odločijo, da ga pripelje na neko drugo mesto v Sloveniji, v bližini italijansko-slovenske meje, kjer ga potem predajo italijanski mafiji, v bistvu pa udbovcem, ki so znali govoriti italijansko. Tako da on misli, da so ga vrnili v Italijo. In tam grozijo, da ga bojo ubili, če zdaj še vse tisto, kar ni povedal, da mora zdaj povedati, ker on se ima več kaj povedati, ga potem enkrat ene noči prepeljejo iz Italije oziroma iz Slovenije v hotel Žusterno, tam ga privežejo v radiator, omamijo, prelepi oči in tako naprej in tam ga najde javna varnost. In tako ga oni kot češ legalizirajo. Ga sodijo na smrt najprej potem 20 let, potem po 9 letih, zato ker je na smrt bolan spustijo, ko prije na prostor umre. V Beogradu umre, ja.
sodijo ga v Beogradu, zaprejo ga v Zabelju, Požarevcu na 20 let. Zanimivo, da sosedna celica je Vlado Dapčević, ki je bil ugrabljen avgusta 75, ker sta bila pa dva umorjena ob tej ugrabitvi. Tudi v Romuniji, seveda, Bukarešti, jasno se poročujem. To so ugrabitve v tujini, vse doma ni bilo treba ugrabiti, so ga aretirali. Tako da je neka žalostna zgodba, tragična, ki se konča potem smrtjo. On je bil seveda že težek bolnik, takrat, ko so ga brez ene levice, ko so ga ugrabili. Finančno je vse skupaj padlo, ker je on vse to vodil. In zanimivo pa to, da neprestano, ko začne Todorović pisati pritožbe na sodbo, pa zahteva in opisuje svojo ugrabitev, vse to pošiljajo Zemljariču. Potem, ko že ni več šef futbol in notranji minister slovenski, ampak ko je predsednik vlade in podpredsednik Zveznega izvršnega sveta. In ko on pride na prostost leta 84, spomlad 85, zahteva sestanek z Zemljaričem, da razčiste to zadevo, ker je Zemljarič njega obiskal v času njegovega zapora v Maxu Pecu in mu ponuje razne oblike legalizacije, na katere on takrat ni pristal. In zahteva sestanek z Zemljaričem, ki bi takrat tudi v Beogradu podpredsednik Zveznega izvršnega sveta. In Zemljarič vpraša Ivana Eržena, takratnega načelnika slovenske udbe, kaj ne naredi. In Eržen mu odsvetuje sestanek z Bato Todorovićem, da bi se z njim dobil. Morate vedeti, da takrat v Srbiji, to leto 85, pa že postaja Todorović pravzaprav junak. Zakaj? Ker ga povezujejo z Rankovićem, Jugoslavija se že krha, je že memorandum, je že tisto srbsko občutek, da so izigrani v Jugoslaviji, je Ranković postavil, veste, kaj je bilo na njegovem pogrebu, 100.000 ljudi, ne vem koliko, Ranković in kar vse z njim povezali, postaja že pozitivno v Srbiji. In dejansko je potem pravosodno minister Srbije začasno spustil zapora. In skozi so temu obveščali Zemljariča, ker ga je skrbeli to, ker je on pač živa priča ugrabitve, oziroma samo ugrabljenec. In potem, ko zahteva ta razgovor, ko mu ta Eržen prav, da to nima smisla, napiše na rob tega dopisa Erženovga, ki je pisal Zemljariču in razložil to vse objavljeno v knjigi, zakaj se z njim ne dobi, napiše Zemljarič: obljubili so mi srbski udbovci, govorim nekem Lukiću, njegov ropopis in podpis Jana Zemljarič, ne mi pusti na miru. Poglejte, kot človeka ugrabaš, ilegalno držiš, sodiš na smrt, 20 let zapreš, prije ven smrt bolan, potem pa rečeš, ne mi pusti na miru. To je pa zdaj, rekel, ta človeški aspekt, pa rekel, amoralni aspekt vsega tega dejanja. Namesto, da bi vsaj nekaj priznal, pa nekaj, vsaj si nekaj posul s pepelom, še danes prav, jaz v teh stvarih ne bom polemiziral. Dobro, to je zdaj ta zgodba o tem Bati Todoroviću. Jaz pravim, zame je zanimiva zato, ker je toliko dokumentirana, to bralci lahko bolj sami presodijo, ampak gotovo pa, da je to ostalo v arhivu, je pa pravi čudežno. Da se eno tako sporno dejanje, sporno, kriminalno, zločinsko dejanje, kot je ugrabitev v tuji državi, ki kompromitira to Jugoslavijo še za nazaj, pa tiste, ki so pri tem sodelovali, ker so veliko jih je še živih, teh ljudi, ki sem jih zdaj omenil, ki sem jih prebral, vsaj za 2 vem, da sta živa, oziroma 3, najmanj 3, še več. Ne moram zdaj spremljati, pa je zalezovati razmišljati, kdo je še živ v teh. To je pač ta zgodba, ki se mi zdi, da je dobro, da je ohranjena. Ob vsem tem masovnem uničevanju, o katerem smo prej govorili, jaz upam, da se bo še kakšna taka zgodba najdla, da se bo še več takih zgodb najdl, ker se mi zdi, da je potrebno razkrinkavati to. Se to je verjetno vsem nam jasno to pomembno za ta narod, za njegovo prihodnost. Hvala lepa.